no matter. I'm on fire on the playground now. You're the piece of gold that flushes all my soul. Extra time on the ground. You're my playground love. Anytime, anywhere, you're my playground love. Barcelona. Barcelona. Krasno je to Freddie Mercury sestavil. Lep pozdrav želim vsem v današnjem popoldnevu. Nekako sem si zamislil, da ne bi bilo slabo, če probamo oddajati v popoldnevu, ker ta TikTok je tudi ena hecna stvar. Nikoli ne veš, ali mu paše, da sem zjutraj, ali mu paše, da sem popoldne. V vsakem primeru se zelo močno trudi, da ne bi bil prikazan nikomur in nič ni to novega, resnica res v planet poln laži. Težko pride, ampak ni nemogoče. Ideja teh reptilijanov, ki izgledajo takole v podobi narisani, ni nič drugega kot v resnici naš reptilski del možganov, tako se imenuje, in iz njega razrašča ego, s katerim se tako močno borimo na tem planetu, in ego je sicer v določeni fazi nujno potreben, nikakor pa ne bi smeli z njim živeti v popolnosti, kamoli ga razvijati v neslutene dimenzije. Ego je nekaj, kar imamo, ego je nekaj, kar smo vzgajali, tako da če človeku rečeš, ti imaš pa ego malo previsok, bi mogel človek to razumeti, šment, Madonna, sem res, to bi mogel pa jaz pospraviti, ne. Ljudje ga pa še branijo, ti boš meni rekel, da imam ego, ne ga nimam, jaz sem najjači, jaz nimam ega, jaz vse vem, ne. Ampak ta ego tako močno narašča v narcizem, in narcizem gre v skrajnosti, kjer človek izgubi stik sam s sabo, zaradi tega lahko izvaja največje ostudnosti, ki človeku po srcu nikakor ne grejo skupaj. Kako lahko uničuješ planet, kako lahko želiš nekomu škodovati, kako sploh lahko se izvajajo posilstva, pedofilije, zlorabe nad ljudmi, živalmi, planetom. Kako je to možno? Možno, zaradi tega, ker je razraščen ego, in Einstein je temu rekel, neskončno je vesolje pa človekova neumnost, ampak v besedi neumnost je pravzaprav ego, a ne? Ego ima neskončno iluzijo in enako jo naredi za sebe in v celem svetu, ne? Iluzija je nekaj, kar gledamo, in to iluzijo imenujemo naša resničnost. Ni to naša resničnost, ne? Opazili smo, ne, da v bistvu doktor Mengele se je že imenoval doktor, ampak je bil v bistvu morilc, ne? Politika se tudi pravi, mi delamo za vas dobro, ne? Malo smo levi, malo smo desni, ampak v bistvu smo vsi ista banda, istega imamo delodajalca, v isti menzi jemo, ampak smo malo levo-desno usmerjeni, temu se reče
kontrolirana opozicija. Torej, mi smo taka banda, gledališki studio, ki uprizarjamo, da smo med sabo malo skregani, malo prijatelji, malo smo eni naredili štalo, drugi so pa kukor zagledali pa rekli, to ni prav, ampak v bistvu to je samo prazna slama, v bistvu da nas odmika od pravega problema. Ne? Ampak politika sama po sebi ni nič drugega kot nadgradnja oziroma legalizirana in javno priznana oblika narcističnega druženja, ki pa je znano v vasi, v kraju, v mestih. Imamo tudi skupine ulične, konc koncev, mladina se organizira v take, bom rekel, mal genge in to. In današnji oddaji sem dal naslov Deep State. Jaz sem bil dolgo časa prepričan, da Deep State je tam neka skupnost, skupina ali pa mreža nekih ljudi, ki nekako vplivajo na politiko, da v bistvu se vlečejo niti. Tudi to je Deep State, ampak gotovo sem, da je Deep State tudi pri meni v Cerknici pa pri vas, kjerkoli živite. To je nevidna mreža ljudi, ki so navidezno med sabo prijatelji naključno ali pa celo se pretvarjajo, da so med sabo skregani ali pa imajo tudi tretjo taktiko, da se ne poznajo med sabo oziroma da se tako bežno mimo poznajo, medtem ko imajo online svoja srečanja, svoja druženja in svojo strategijo. Ampak to je predstava, to je vse za ljudi predstava in ljudje smo tej predstavi slepo verjeli. Ja, in dokler verjameš slepo tej predstavi, ki pa ni več zgolj predstava, da bi se kdo smejal, ampak je vse z namenom manipulacije, da nekdo nekaj pridobi. Kaj pridobi? Ugled, pridobi denar, pridobi pozicijo v mestu, pohvale in tako naprej, priznanja neka. Te stvari so v bistvu za človeka in planet strašno nevarne in morali bi vsi to konkretno zaznavati od korone naprej, bi se morali s tem aktivno ukvarjati. Jaz tle sem se začel, načeloma tudi to drži. Bolj ko govoriš resnico, več imaš sovražnikov in manj imaš prijateljev, in tako nekako potujem po tem planetu, nekako skušam dopovedati, kaj je prav, kaj ni prav, da bi razumel vsak, brez obsojanja, kdo je kje kaj kriv. Planet tak je, človeštvo tako je in iz tega je treba ven. Zdaj v bistvu reši se, kdor se more. To je nekje tista pozicija, kjer smo se znajdeli. Kdor se bo želel rešiti, se bo lahko, kdor se pa ne bo želel, se pa ne bo in bo ustrajal pri temu, ampak v obeh primerih se bo moral srečati sam s sabo in s svojimi dejanji in s svojimi preteklimi nečednostmi, če jim temu tako rečemo. V bistvu so to mogočna in globoka kriminalna dejanja, ki pa jih seveda ljudje skrivajo. Normalno, da jih skrivajo, če pa niso v redu. Ampak oni pravijo, da nič ne vidijo nič narobe, vse fajn, vse ok. Zakaj tak odziv je nekaj, kar je meni, bom rekel, pereč problem več kot 5 let. Ko so se začele odkrivati stvari, pa sem se s kom pogovarjal, pa ljudje, ne, pa to, pa nič, pa ne vidim, pa kaj pa češ, pa tako. In verjeli ali ne, pred kratkim sem doumel, da človek, ki ima svoj notranji kompas, mislim, to imamo vsi, samo ga je treba poslušati, intuicija se temu reče, ali pa morala in etika. Dokler človek to ima, potem ima svojo špuro, on ve, kaj in kako. Ko pa človek deluje iz ega, bolj ko deluje iz ega, dlje je od svojega primarnega biti in bolj, ko je stran od primarnega biti, bolj je izgubljen, nima stika samim sabo, niti s kompasom nima stika. Zaradi tega potrebuje neko hrbtenico, nekaj, na kar se nasloni, nekaj, kar ga vodi. In to je tisto, ko ugotoviš, zakaj ljudje branijo in ščitijo sistem, medtem ko vsi vidimo, da nas ta sistem želi vse skupaj pobiti. Zaradi tega, ker ljudje brez vodstva so izgubljeni in vedo, da je to vodstvo, kateremu sledijo, vedo, da je slabo, ampak boljš, kot nikakršno, ne?
En me more peljati v klavnico, a ne, se ne pa ne bom znal priti v klavnico, a ne. In to je ena taka huda psihološka igra, bolj ki jo razkrivaš, bolj je globoka. In všeč mi je, da sem našel ogromno nekih povezav, nekih točk, nekih konc koncev vsega tistega, kar mi je bilo v življenju čudno, mi ni več čudno, ampak mi je vsak dan bolj jasno in hvaležen sem in sebi in svetu in vsem, ki so pred mano v zgodovini te stvari razkrivali, odkrivali in nam jih skušali dopovedati. Ugotovil sem, da je tudi jezik, s katerim so sporočali, postal v moji glavi, v mojem dojemanju postaja vse bolj jasen, ker veste, tudi Biblija kot taka, not so stvari čisto prav napisane, samo jih nismo znali dohvatiti, ne. Sej ne, da sem neki bibliotekar pa to, ampak kljub vsemu en kup stvari iz Biblije iz prve ne zastopaš, ne. Kako boš zastopil vse te zapise, ne, ampak po drugi strani, ko pa stopaš korak višje, pa vidiš, da je vse čisto logično napisano. In glih zaradi tega, ker je ta svetodušni notranjost človeka, bom rekel, nevidna in neoprijemljiva, točno zaradi tega se jo da zmanipulirati, a ne. Torej, to resnico, ki je zapisana v knjigi ali pa konec koncev v pravnem svetu, v pravnih aktih, vse to se da interpretirati skozi dva pogleda. Ali gledaš skozi oči narcizma oziroma manipulacije ali oči zlorabe, ali pa to gledaš skozi oči empata, ne? In empat želi videti, ker izhaja iz sebe, vidi drugačno razlago, kot jo vidi tisti, ki bi rad izkoriščal. In Biblija je prav tako napisana, da v bistvu postreže obem stranem, ne. Odpustim, se jim ne vedo, kaj delajo. Narcis reče, krasno, super, jaz bom ukradel, pol pa bodo itak rekli, da nam morajo oprostiti, ker kakor mi nič ne vemo, kaj delamo. In prav zaradi tega sem jaz malo za šalo, pa zelo veliko zares, 2 leti pa nekaj nazaj naredil nalepko 11. božja zapoved, ne deli se neumnega, to je idiotizem, mislim, tako se boš izdal konec koncev, prav pa delaj se neumnega, ni panike, ampak tako je, to je tvoja izdaja, da ne bo pomote. In nekako delati se neumnega meni ne deluje vrednota. Prvič je to, da je nevarno, drugič je to, da izkazuješ svojo neizobraženost, tretje je, da ne kažeš nobenega interesa, da bi bilo skupnosti boljše in kažeš, da si neumen ali pa celo kažeš, da imaš prste zraven pri kriminalu, ki je, ne da se ga ubesediti, a ne. Zanimivo je, kako gledam po spletu, ne, recimo, mislim, tale Martin Strel, ne. Dober, okej, se sort, ali je plaval, ali ni plaval, ali spi med plavanjem, ali ne spi med plavanjem, vse te njegove zgodbe so iz dneva v dan tako nemogoče, tako nerealne, da v bistvu rečeš, okej, pa sej, fant, jaz bi ti dal kar kapo dol, ne. Mislim, kapo dol, da si ti sploh sposoben toliko močno lagati. Po drugi strani pa kapo dol, da ti kdo verjame. Pol pa po tretji strani si mislim, pa ljubi ljudje, božji moji dragi zlati, pa kako delite tega pajaca, med tem, ko je za podeliti en kup vsebine, ki bi pomagala ljudem odpreti učke, a ne? Ja, lep pozdrav vsem in Marjani in Dragici, meni je zelo hudo, ker šteka, naj vam to štekanje bo pokazatelj, da jaz sem TikToku velikanska ovira. Mnogi tiktokerji, ki bi marsikdo mogel biti že v čuzi, njim nič ne prekinja. Ogledov ful, delitev ful, komentarjev ful, nagrad ful. To je to, kar rečeš, pa kako je to možno, ne, kako je to možno, ampak je možno, ker vidiš, da v bistvu ta kompleten sistem je povezan v mrežo Deep State. Kriminalec kriminalca ščiti. Kriminalec celo ščiti sistem, ki ga ščiti, ne? In tako si roka roko umije. In tako so v kriminal ujeli mnogo ljudi.
Ljudje, ki manipulirajo, se sploh ne zavedajo, da so oni sami del večje igre, da medtem, ko igrajo svojo vlogo, se ne zavedajo, da so v enaki pravac proti klavnici. In dokler so ljudje lahko manipulirali z naivnostjo empata, smo bili mi empati njihove žrtve. Ko pa se mi odločimo, da bomo ta deep state osušili, drain the swamp, da ne bomo več dali vode, ne bomo dali več toka našega, ne električnega, ne vodnega. V tem primeru se njihovo delovanje preusmeri na njih same. Torej, izdajalec začne izdajati tistega, ki bi mu moral zaupati. Se zastopimo, nekako izdali in požrli bodo drugega. Ja, in verjetno, ne, Marjana, nam je vsem jasno, zakaj šteka internetna povezava. Pa dela, veste, čisto v redu. To ni stvar moje slabe internetne povezave ali pa kakršnih koli nastavitev. Meni verjemite, da sem vse pregledal, kaj bi se dalo še popraviti in dodelati in obdelati. V današnjem popoldnevu sem rekel, bom videl, če me bo tudi danes štekal. No, pa vidim, da je to je vezano na prijave, da ne boste mislili. Zelo se trudijo. Bom rekel, te leteče opice. Narcis nikoli ne napada sam, zaradi tega ima leteče opice in te leteče opice slepo verjamejo, da je narcis žrtev, in so pripravljeni narediti za tega glupega narcisa čisto vse, dokler ne ugotovijo, da jih je narcis nategnil in zdaj jih bo zapustil in izpljunil. Ja, veste, če bi se jaz pretirano obremenjeval s tem štekanjem, bi me lahko že pripeljali do točke blaznosti. No, pa se ne dam, Zaradi tega vse te vsebine brez štekanja lahko gledate neprekinjeno na YouTubu, kjer ne šteka. Nič zaradi tega, ker snemam posebej. To mi je edina varovalka. Tako da na YouTubu pod mojim istim imenom slika je tudi enaka, vedno se pokažem z obrazom, glasom in svojo lastno vsebino. Tudi podelim normalno, tudi kaj prevedem. Po večini pa želim napisati svojimi besedami, svojim dojetjem in tako naprej. Ja, takole, ura je 5, in ob 5, mogoče po 20 minutah, ali koliko cajta smo skupaj, kje meni zdaj to piše? Ja, po 20 minutah si bom jaz naredil eno čist prekratko pauzico, aj prav? Par tekstov vam bom dal za prebrati, če boste mogoče brali, ta čas pa naj bo to danes mogoče res bolj podobno radiju, pa kjer je tudi glasbica del, bom rekel, naj bo glasba del, večji del tega. Ok, takole ena čist prekratka, čik pauza.
save my soul tomorrow. Le kdo jo bo rešil dušo? Ja, Satan jo hoče pojesti, verjetno je kontrapol temu Bog, tako da edin Bog je tisti, ki ponuja mir, Satan je tisti, ki duši in jemlje nemir in notranji občutek krivde zdaj ljudi razžera pri živem telesu od znotraj in prav bi bilo, da bi prepoznali vzorc njihovega delovanja, ker je po celem svetu in tisočletja enak, samo poimenovati ga nismo znali. Danes to vemo, da gre za narcizem, ako je to v Bibliji Jezus opisoval kot sodraga, hinavci, lažnivci, prevarantje in tako. Praviš, Marjana, da namenoma pogledaš kakšen live, pa noben nima problemov, ne? Razen tistim, ki so glasniki resnice. Res je. Zakaj? Ker glas moj naj bi bil utišan. Moj glas je glas resnice in glas resnice ne sme biti slišan v njihovem svetu, a ne? In ugotovil sem, da v bistvu so mi celo življenje nekako na en tak subtilen način jemali besedo, jemali tematiko, jemali misli. Ko pa so oni govorili, pa so zahtevali popolno pozornost, na en tak hecen način so govorili, da v bistvu sem ful se trudil, ker po drugi strani ne samo, da sem empat, sem tudi audioinženir in če me kaj spravi ob živce, je to, da kaj ne slišim oziroma da ne razumem, kaj mi hoče nekdo dopovedati. Ne? In točno to so počeli z milijon in eno motnjo. Ne? V bistvu še drugače rekel. Če bi me rad razjezil, pol mi dej napiš ali pa govor na način, da ne razumem. Ne? Tako za klobasači, da ne bom razumel. Ampak to je mene iritiralo. Ampak hvala Bogu, ozdravil sem se, ali pa vsaj toliko sem ozdravljen, da to mene več ne iritira. Ne moti me niti več to, da mi blokirajo linije, ne sekeram se več za to, da mi jemljajo glas, ne sekeram se več, ne da se ne sekeram, ne sekeram, ampak to meni ne dvigne nobenega živca, ne jezi me več, ne dajem jim več te energije. Ampak ja, kot sem rekel, oni imajo en in isti scenarij in isti vzorec delovanja in kdaj bomo ljudje to prepoznali? Koliko tisočletij človeštvo rabi, da prepozna vzorec prevaranta? Koliko tisočletij rabimo, da prepoznamo? GL, Marjana, nekaj boš mogla dokončati. Vidiš, ti tudi komentarja ti ne pustijo. Ne pustijo tebi govoriti, nam ne pustijo govoriti resnice, pa da se na glavo postaviš. Tako da vam povem, jaz sem imel pred 2 letoma bistveno več in gledanosti, in delitev, in komentarjev, in ogledov. Vsega tega je bilo bistveno več. A ne? Kar je seveda jasno, a ne, da se stvari zmanjšujejo. A ne? Mnogo ljudi je odšlo, mnogo ljudi mi tudi piše v kontekstu, da se ne upajo oglasati, da sicer spremljajo, ampak se ne upajo nič kaj dosti oglasati, ker imajo strani teh bolanih psihopatskih narcisov grožnje, klice, sledenje, zalezovanje in tudi to je vzorec, ki bi ga mogli prepoznati. Mi smo pogrundali, da ta mašinerija, Deep State, ta mreža ljudi funkcionira na energijo kozmično. In če kozmična energija je odrezana od človeka, potem morajo kozmično energijo dobiti nekako drugače. Ne? In to seveda prek ljudi. Hranijo se s čustveno energijo, z našo čustveno energijo. In če mi čustvene energije ne damo, potem je v njihovi mreži enostavno ni. Ja, sem to zdaj po 50 motni, po 50 motni v manj kot pol ure je to pa res naporno gledati, pa ne z moje strani. Verjamem, da je to bistveno bolj naporno poslušati vami z une strani, ker tako močno prekinja. In ne bomo se pretirano danes borili, ampak tako kljub vsemu, malo sem vam hotel dati stočenc. Ta reptilski ki je vizualno narejen takole, kot ga vidimo od zadaj, na tem svetu dominira, pa ne bi smel. Dominirati bi mogel človek, ki je direktno priklopljen na ver, ne pa da v bistvu
tak vodi, ne, na ovčice, v bistvu vse od ovčic napaja. Ne. Se je čist tudi primer dober. On ovčice vzgaja, pa jih pa kolje. Čisto pasterska fora, ki mislim, noro, mislim, v bistvu mesar je tisti, ki vodi človeštvo, a ne? In tako mesarji, zdaj to je spet v prispodobah, a ne? Ljudje, ki nimajo dostopa do lastnega vera, vodijo ljudi in to je čist narobe. Zaradi tega se na planetu pripravlja ena velika sprememba, en velik switch in ta planet se pripravlja v ozadju na prevzem ljudi, ki smo priklopljeni direktno na ver in vsak izmed ljudi v tem trenutku na tem planetu bi se mogel zavedati preobrazbe in kaj narediti. Mi smo sred vojne in kaj zdaj narediti v tej vojni. Ljudje kar čakajo, kar bo pa bo, ubite me, ne. Mislim, najprej bomo mogli znotraj sebe rešiti, vsak sam pri sebi, ne. Sicer pa ta planet se že postavlja v smeri, da vzgaja nove voditelje nove zemlje, ki nastopijo v funkcijo ne vem kdaj, ampak vsak empat, ki se je spustil na pot raziskovanja, je že na poti, da postane vodilni člen v tej novi zemlji. Ampak to je ena stvar, ki jo bom zaenkrat pustil malo na stran. To je, jaz raziskujem svoje stvari, ker če bi tisto, kar jaz raziskujem, dal ljudem ven, je brez veze, če ne moramo pri narcizmu rešiti, kam šele gremo, a ne. Marjana, praviš, da si hotela napisati, da jemanje glasu je njihov hobi. Absolutno, mučenje je to. Mučenje, jemanje glasu je mučenje, potem pa povejo na tak način, da se pa še mučaš, pa še poslušaš. In v bistvu ugotoviš enem momentu, pej tu rad, se bom jaz s tabo matral, bom jaz to sam mal predelal. In umakniti se od vsega tega je v bistvu distancirati se nujno potrebno in konec koncev edina pot ven, dokler si z njimi v stiku in v navezi, potem si pravi konektor, da se na tebi napajajo in te izčrpavajo, to pa njih vzdržuje pri življenju, a ne? Ja, sodobno križanje, ja, sodobno te probajo križati s temi prijavami in tako, ampak mene ne bo ustavil nihče, ker pač ne delamo mi po principu njihovega mreženja, njihovega mrežnega marketinga in distribucije, ampak imamo nek drug grid, na katerega smo priklopljeni, o tem se pogovarjamo že dolgo, 3D mreža, pa 4D mreža, pa 5D mreža, ne? Niti 4D ni mreža, 4D je odklop od 3 na 5. Ampak ljudje smatrajo, da se bo puf čez noč vse zgodilo, ne bo se, prebujanje je proces, tako kot je umiranje ega proces, a ne? In v ta proces se je treba spustiti, ampak ljudje polni ega raj bremzajo nekoga, ki je na poti prebujanja. Nič novega na tem planetu, vse jasno, ampak ja, okej, delujejo. Rekel sem, da je to reptilski možgan, ki ga uporabljamo, iz katerega se začne razraščati ego v naslutene dimenzije proti narcisoizmu, narcisoidni osebnosti, a ne. Kam sem zdaj hotel? Aha, in ta možgan je biblijsko uprizorjen kot Goljat. Ne? In ta Goljat ima podoben koren besede kot giljotina, ker izhaja iz besede biti kriv, guilty. Ne? In celo biti guilty in z giljotino, kot giljotina dela, a veste, kakšen je glas, ki naredi ona, tisti res, kača. In tako kače funkcionirajo v tem svetu in se debelijo in množijo in tako naprej. Ampak ja, ta kačji svet more se prekiniti obvezno. Kaj sem jaz hotel reči, lepo pozdraviti vse te nove, ki ste prišli v tem trenutku zraven. Pri giljotini smo bili in pri Goljatu. Goljat je opisan, to je ena izmed zgodbic, kako opisati kurčev ego in narcizem, kako to opisati, kako se odvija, izhaja poln je ponosa, ošabnosti,
te ogabnosti, pravzaprav te, bom rekel, ima se za nekoga, kar v bistvu ni, a ne, ker če bi bil, ne bi igral to, da je, a ne. In Goljat je nekaj, kar mora človek premagati. Človek, zdaj ni to tako, da bom jaz kot človek šel premagati ego od nekoga drugega, a ne. Veš, lej, v bistvu Amor s tako težkimi provokacijami, kot jih gonaš, resnično ne moreš pričakovati, da te bom prav dolgo gledal, ne. Res ne hodim jaz tebe provocirati, tebi pa je naloga provocirati, pa ker si že tle, pa pojmo si povedati, da v bistvu resnično si Božji sin, ampak tvoj Bog ni moj Bog, ne, tvoj Bog je ki ima S od spredi, ne, moj je Ata, tvoj ima pa še S od spredi, kakača, ne. Tako da si Božji sin, vse je to v redu, vse si mi že pokazal, čakam, kdaj bodo ljudje to skontali, ker sistem te podpira, vse super, krasno. In želim ti vse dobro na poti, kamor pač potujete, ne? Tako da le srečno, glasno poberi sabo vse, kar imaš za odpeljati in tako. Te ne poslušam, absolutno ne, nič se bat in ti nisi nikoli imel ničesar rad. Si pa lačen, to pa ja. To pa ja, in ne bom zgubljal pretirano s tabo besed, ker ni tematika, nisem se vžgal za to, da se bom s tabo ali proti tebi pregovarjal in poslušal tvoje banane. Zaradi tega te enostavno, veš, me prisilite v stvari, a ne. Jaz sem zato, da bi sodelovali, ne pa da bi kontrirali, ampak kje boš s Satanom sodeloval? No, kako? Že pa je Satan proti življenju, a ne. Ampak ja. Naj ljudje skontajo sami, tako kot praviš, lahko bi bil ti čista pravi Lucifer, ampak si ta drug Lucifer. Ker Lucifer je načeloma prinašalec luči. Biblija ga je zdemonizirala, ne. In v bistvu, ampak ti knjig ne bereš, ne veš, to ti ne moreš vedeti. Čakaj, jaz sem hotel nas odpeljati v tega Goljata in v Davida. Torej, Goljat predstavlja v nas ego, ki se razrašča v narcizem. Znotraj nas je ta Goljat in znotraj nas je tudi Davidek. Ne? David predstavlja pa dušo, ki je še tako majhna, še tako drobna, ima samo kamen v roki. In ta duša, ta iskrena duša je sposobna tega Goljata zadeti direkt v čev, tle noter, a ne? In tam ego pade, ne? Tudi ego je tle noter doma in tudi giljotina predstavlja nekaj, kar je treba odrezati. Ego je doma tle, ne pa in iz glave delujemo, a ne? Ne iz srca. Iz srca moramo delovati, ne pa iz glave, a ne? In tako. Nekako sem hotel pripeljati, da bi bilo fajn, da si stvari interpretirate sami. Mi ne delujemo tako, da bom jaz zdaj šel recimo Amorju ego ubijati, ne? Nikakor ga pa ne bom hranil, a ne. Amor se bo pa lahko sam odločil, ali ga bo eliminiral ali ne. Zaenkrat ne kaže nobene tendence, da bi ga eliminiral, ampak je lakota vse večja. In tudi gang deluje, kot sem včeraj uspel videti veličino tega tvojega ganga, Amor, imaš kar zaledje ti, nisi ti sam, ti imaš kar teh vojakov, ampak a veš, jim moraš povedati, da se skrijejo, ne morajo tako očitno delati, ne? Mislim, vsak korak, ki ga naredite skupaj, v bistvu skupaj svojo mrežo peljete, ta svoj deep state peljete v exposure in v elimination. Tako da ne bo noben rabu niti za zares giljotine, to je spet v prispodobah. Morali bi odrezati ego stran, ampak to pač ne gre, a ne? Ja, seveda, internet šteka, absolutno, Amor, in to mislim, da tvoji prijatelji imajo precej zraven, a ne? In moje manipulacije praviš, da izgubljajo svojo moč. Ne, moja manipulacija ni manipulacija, a ne? Predvsem je jasno, da glas resnice želijo utišati od nekdaj.
križati ali pa utišati. Ne? In to je dokaz, da ni manipulacija, ker manipulatorji načeloma so podprti, a ne? Manipulatorji drugega podpirajo. A ne? V tem kontekstu, ja, dobro, marsikaj se da videti, če človek odpre oči, in prav je, da ljudje odprejo oči, vsak bi mogel to videti, kaj in kako stvari funkcionirajo. Zdaj, politiko že vidimo, kako laže ovo, ima svoje privržence in tako in stranke in tako naprej. Čist legalno, enako so ti gengi narcistični, a ne? Isto funkcionirajo kot politika in v bistvu vidimo politiko že toliko in toliko let. Pa je nekako prišlo do navade, da rečemo, je pa kaj pa češ, pa kurc pa politika pa lažejo, ja, kaj pa češ, ne. Žalostno je, da smo normalizirali laž, prevaro, manipulacijo. Žalostno je, da stvari gledamo, pa v bistvu ne reagiramo. In to je v bistvu tudi ideja Satana, da v bistvu nekako ljudi prepriča, da je to normalno. Ne? Tudi provocirati je normalno, zato ni noben kaznovan, a ne. Za provokacijo noben ni kaznovan, za laž ni noben kaznovan, celo za zelo jasne in očitne poskuse napada in tako ni nihče kaznovan, ker dokler niso vidne posledice recimo nasilja, a ne, policija nič ne more, dočim provokatorja pa nikoli ne morejo in ne smejo kaznovati. A ni noro? Ne? Šele tizga, ko snepne nazaj, tizga pa ja. Ne? Marjana, praviš, da človek z dušo nima potrebe po provokaciji drugega človeka, a ne? Tako je. Če ne moš pomagati, pustiš, ampak provokatorju in reptilu ni ideja pustiti, ker je pač lakota huda in kdor ima odprte oči, vidi, kako je lakota v tej družbi huda reč, a ne? Dobro, B.B. King, ne, rock and roll is king, naj bo komadič, ki vam ga bom spustil, naj bo to radijsko popoldne ob 5:30 zvečer, a ne? Pot čiste duše, prav je tako, Marjana, in res je tako. Naj nam bo fino, živijo, lep pozdrav vsem. Ja, besede ne grejo zlahka, ne? Larifari, ne? Larifari so njihove prazne besede in obljube. Enake težave z resnico ima tudi tale možakar, ki ni ne nesramen, ne zloben, niti rasističen, niti ni sovražno nastrojen. In tisti, ki so nam v svetu delali hudo in slabo, so upali, da bomo pozabili in jim oprostili, ampak nekako niso dojeli, da smo mi v bistvu ves čas delali in ustvarjali screenshote. Ne screenshote, kot si jih danes predstavljamo moderno, ampak smo delali take mentalne oziroma miselne screenshote.
Meni se v življenju marsikateri dogodek zavrti nazaj, ko pride do spoznanja, ne, in se ti zavrti nazaj, aha, zdaj pa zastopam, a ne. In seveda poznam tudi tišino izdaje. Ne? Kaj pomeni tišina izdaje? Torej, da se vidi, da si prisoten ob nečem, kar je jasno, nepravično in kruto, in rečeš, klinc, to pa mene ne zanima, se mene ne tiče. To je tisto, da nekdo ostane tiho pa reče, lej, ne morem te braniti, to ni zdaj neki moj problem, pa je vsem jasno, da je prav, da ni prav. Ne? Jaz ta občutek zelo dobro poznam in prav bi bilo, da bi ga občutil slehernik. Čudi me, da ne morejo ljudje ozaveščati o tem. A ne? Med temi mentalnimi screenshoti pride do tako globokih spoznanj, da bi te lahko pripeljali v hudo jezo, zamero, v bes. Ampak to moč, to silo, ne da se da, moramo jo transformirati v moč zato, da gremo naprej. Ker če bi tisto jezo nekako potlačili, potem bi nas to peljalo v blaznost. In blaznost je nekaj, kar gledam, jaz vidim to z mojimi očmi, javno, online, vsem na očeh, vidim, da se ljudem dogaja občutek blaznosti. Kajti čustva, ki niso pretransformirana, ki niso se pretekla, ki niso šla v gibanje. Zdaj, zakaj tako uporabljam? Ne? Če si ti jezen na, karikiram, XY človeka, a ne? Normalno ta XY človek je v bistvu tebe sprovociral zato, da bo dobil tvojo jezo, da jo boš ti špricnil. To je seveda tako je konflikt in v bistvu glih narobe, ker oni v bistvu točno to energijo rabu in ti jo nočeš dati. Deep State smo rekli, da bomo osušili, ne damo. Ampak ta jeza se mora nekam transformirati in sprocesirati. In zaradi tega je treba to, jaz to delam v naravi, jaz to naredim s svojimi mentalnimi procesi, jaz to kalmo zdaj že držim kar en lep cajt. To je treba sprocesirati, ker tista čustva, ki niso sprocesirana s časom, ne razvodenijo, ampak v bistvu, dokler jih ne sprocesiraš, one znotraj tebe rastejo kot plesen in ta čustva so čedalje bolj boleča. In to je tisto, kar v tem trenutku gledamo, panika v svetu, stanje blaznosti, sramu, stiske, tam človeštvo gre tja noter. In moja želja je bila koga pri temu ubraniti ga, pri temu, da se ne bi tja zataknil. A ne? Mnogi ljudje pa točno to spodbujajo. Ne? Da, torej, še povečujejo in stisko in zmedo in kaos. A ne bom z imeni in tako. A ne, Marjana, kadar začneš dvigovati zavest, se ti marsikateri film prpele. In zdaj si morate zamišljati, kaj bi se zgodilo, če bi se zavest dvignila od tle tank naenkrat. To je toliko materijala, da ga naše, mental, emocije ali spirit sploh ne bi mogel sprocesirati. Si morate zamišljati, da se tak trenutek zgodi tik pred smrtjo. Ampak človeštvo je na meji, na točki, v fazi, v točki zgodovine, v fazi, ko v bistvu nam umira ego pri živem telesu. In to je zgodba, ki nam jo je pripeljal v vseh možnih oblikah razložiti sam Jezus, kot Božji sin, ne? On je prišel pokazati, kako to gre, da v bistvu sred življenja lahko odložiš svoj ego in postaneš na Božji desnici. Se to zdaj je vse to v teh prispodobah, ampak kljub vsemu, odvreči, zlomiti ego je nekaj, kar je v bistvu v tem momentu, kjer smo, ena in edina pot. A ne? Zdaj tako, meni so ljudje pripravljali pekel,
pripravljali so mi križanje, pripravljali so mi ovire, pripravljali so mi svašta. In kup teh stvari sem videl, marsičesa nisem videl. V vsakem primeru, po njihovi filozofiji bi bilo lepši izid bi bil, če ubijajo mene, kot da v bistvu pride na plano njihovo sranje. Si morate misliti, toliko je hudo. Da imaš toliko veliko sranja, da rečeš, da jaz bom tega se znebil, ker ta kurba to lahko vidi, ne. Pa bo še komu povedal, pa to bo za znort, mene bodo pol ubili. Bož, da njega ubijemo, ne. A veš, toliko je to hudo vse skupaj, ne. Ampak niso oni vedeli, da so s svojimi procedurami mene pripeljali do tega, da sem si zlomil svoj lastni ego. Oni so, kolikor so neuporabni, kolikor so škodljivi na tem planetu, so v bistvu meni pomagali, da sem jaz razbil svoj ego. Ker sam verjetno ga ne bi mogel, niti ga ne bi znal, niti ne bi vedel, v čem je point. Oni so me pripeljali, da sem se začel spraševati, kaj in kako, a ne. Tako da v bistvu na koncu vsem tistim, ki so se potrudili meni pripraviti peku, da grem v peku, da grem skozi to proceduro umrtja ega, v bistvu bi jim mogel človek reči hvala in dejansko iskreno jim rečem hvala. In zakaj je to v celotni zgodbi okej? Zaradi tega, ker zdaj bodo pa oni rabili mene, zdaj sem jaz njih rabil, zdaj bodo pa oni mene rabili v fazi, ko se bo njim ego začel sesuvati. Tako da si bomo oprali roke drug drugmu, si bomo dali roke drug drugmu, medtem ko bodo ljudje resnično padali v blaznost. Razpad ega ni enostavna stvar, vam garantiram, da ne. Mnogi duhovni ovo, ampak razbitje ega je tisto, kar je ideja in procedura in vse tehnike in ostalo je brez veze, ker je Jezus točno povedal, kako to gre in biblijsko je in edina prava pot je to, kar nam je že povedano, napisano, le interpretirano je bilo narobe. To je pa res. Ni Jezus prišel zato, da ga bomo častili, ampak da bomo tako, kot je on, da bomo v bistvu, tako kot praviš Sabina, na strani Boga. Ne, da ga bomo zavrnili. Ne? Zavrniti Boga pomeni zavrniti življenje. In točno to ljudje zavedno, nezavedno in zavestno ali nezavestno počnejo. Ne? Meni je ful hudo, rad bi, da bi ljudje to zaznali, a ne? Da je prav, da spoznamo, ne? Ni prvi korak, da bomo takoj razbili ego, ampak da ga začnemo prepoznavati, ne? Da rečemo, shit, ampak tole lej mi ne gre, pa tole ne znam, kva ne pa zdaj s tem naredim, ne? To bi bila, bom rekel, normalen odziv, ampak v tej družbi je odziv čist napačen. Fight and flight in freeze mode. To so trije odzivi. Boj, beg in zamrznitev. In mnogo ljudi je v tem prepoznanju stanji, situaciji zmrznili. Sploh ne vejo, kaj bi rekli. Če pogledamo in politiko, in medije, in medicino, in sodstvo, se sploh ne vejo, kaj bi zdaj naredili. Vidimo jih, kaj so nakuhali in zdaj oni kar da ni bilo nič. Genocid jim ni uspel in oni zdaj kar kao, ja, sej bo kar v redu. Ne bo v redu. Ne, njim ne. Kdor je izvajal genocid, jim ne bo v redu. Ampak tega se bodo mogli zavedati in prevzeti odgovornost. Ne? Zdaj, vsi ljudje smo sledeni. Vsi, sleherni. In to na dveh nivojih. Eden je zemeljska kontrola, 3D kontrola, ki so imele vlade, governmenti, zato da so nas kontrolirali in nas študirali. Na drugi strani pa imamo višji nivo, kjer kozmične sile kontrolirajo čisto vse. In pred božjo sodbo ne uideš. Karma je tisto, kar se ti zgodi. Ego slej, ko prej umre, če ne prej na smrtni posli, ampak tam je, vidiš, da je vse to nekje zapisan. Je valjda, da je zapisan, itak, da je zapisan. Sam ljudje si mislijo, kurc, sej ne bo noben videl. Je pa snemalnik dela ves čas. In enkrat pride položiti karte, a ne? Enkrat jih bo treba položiti, nikaj. In karma ne trka na vrata, ne čaka na najbolj primeren trenutek. Karma v bistvu lepo jača se dolg in vseka takrat, ki je ona odločila, ne takrat, ki se človek odloča. A ne? Alja, živja, tudi tebi lep pozdrav.
Načeloma je tako, jaz sem rekel, ne bomo se pretirano dolg družili, ne bom imel tega live pretirano dolgega, niti se nisem pretirano pripravljal, marsikaj se mi dogaja, svašta, imam občutkov, spoznan, viden. Nekaj sem želel deliti z vami, nekaj sem upal, da se nas bo zbral kaj več, pa bo še kdo kaj povedal, kaj se komu kje kaj dogaja. Moram reči, da Schumannova resonanca je vsak dan zelo močna, tudi dogodki v smislu Trump in Putin bi nam morali kaj povedati, a ne. Današnje srečanje z Zelenskim me zanima, kaj bosta nakuhala, kaj bo v bistvu ta Trump povedal temu Kebru, ki so ga hoteli priti kar še Evropska unija zraven. A veste vi to? Trump in Putin sta rekla, dajva se dobiva midva na Alaski, dajte si predstavljati, da bi dva človeka rekla, ti greva 3 ure na Emper, ne. In pol so rekli Evropska unija, mi bi tudi šli z vami na pivo. Jaz tudi, je rekel Macron. Pa sta ona dva rekla, ne, mi dva greva kar sama na prvi, pa pejte kaj v svoj peskovnik, ne. No, in ona dva sta po 3 urah šla in Trump gre domov in reče, Zelenski, zdaj pa ti prid, ne. Malo k meni v pisarno, bovaja, mi dva je zdaj le eno rekla. In Zelenski rekel, ja, jaz bom prišel, ne. Pa Evropska unija je rekla, pa pridemo tudi mi, ne. Pa je rekel Trump, ne, a sem jaz vas povabil, kam se boste vi zdaj usiljevali? A vidite, kako je to čist narcis, no, ti njega ne povabiš, on se tep usili, on te ne vpraša, a lahko, a imaš frej mizo, on se kar usede, kak buksel, ne. In me ful veseli, da so take odločne poteze, ampak seveda normalno je Trump grd zdaj, ne, normalno, smer campaign, spet klasično narcistični prijem, ne. Mislim, politika je samo legaliziran narcistični klan, ki bi ga v bistvu ti ljudje mogli biti areterani. Biti narcisoiden bi moralo biti kaznivo dejanje, se zavedamo, ne pa da gledamo stran, toliko je to hudo, zaradi tega, ker poškoduje čustva, duha in zamegli zavest in zamegli jasnost in v bistvu jemlje svobodo človeku na en tak način. Manipulacija uničuje svobodno voljo človeka. Ja, in seveda vsak človek ima nekje znotraj sebe, in tudi eden izmed strahov je strah pred tem, da ne bi bil viden, a ne? To je globok in univerzalen strah doma v vseh ljudeh. In zdaj v bistvu jaz sem s tem strahom rešil, a ne? Mene ni strah biti neviden, ampak ljudje se obnašajo, kot da sem neviden, ne? Tudi po samem mestu, kot da sem steklen, kot da sem duh, ko se obnašajo, nič ne vidimo, nič ne vemo, a ne? Kao, a ne? Jaz pa to nič ne opazim, kao, a ne? Pa se pejmo glupega igrati, ne? Kva da vidimo, kdo je zdaj bolj inteligentno glup, ne? Eni so glupi, eni se pa delajo glupega, eni pa v bistvu se delamo, kot da nismo nič opazili. Lahko bi vedeli ljudje, da sem ekstra, ultra ekstra awareness na vsak detajl, na vsako pozornost, na vsako še najmanjšo malenkost sem neizmerno pozoren, a ne? Nič ne rečem, ampak zgolj opazujem in naenkrat jim ni všeč, če hunters became hunted oziroma opazovani postane opazovalec in tako vse na glavo, ampak ja, če je univerzalni strah pred tem, da človek ni viden, a ne, da bi bil prezrt v življenju. Iz tega naslova narcis naredi ego, naredi to tako, da v bistvu mora biti viden in opozarja nase z bleščavostjo, z glasnostjo, z brezpomensko globokoumnostjo, ki v bistvu nima narepane glave, a ne. In v bistvu mene so v bistvu ti narcistični gengi pravzaprav hotel kaznovati, ne. Tipe, tam so me malo samili, ne, mi te kaj, te ne bom, ne maramo in to in super, v bistvu sploh niso vedeli, da v bistvu je bil to neke vrste tudi, zdaj vsako stvar je treba z 2 strani gledati, z druge strani je bil to klic od Boga, ki je rekel, da pa ti se malo umaknem, da boš mene slišal, zakaj to, če boš med njimi, mene ne moreš slišati. Zaradi tega je biti sam s seboj, iti na goro, iti v puščavo, ne, skozi prispodobe, to pomeni, da se umakneš od hrupa in se malo usedeš sam s sabo, ne. In jaz sem se, to traja zdaj že 4. leto, a ne,
In vem, da se bo tudi vsak narcis mogel usesti sam s sabo, ampak zavedajte se, to je za narcisa smrtna obsodba. Smrtna obsodba, da on da mora biti sam, to je za njega smrtna. In točno to je tisto, kar jim sledi. A ne? Torej, nekako sem do tle pripeljal, Evropska unija ni zaželjena več, ne, tam posebej bodite, ne, Trump pa Putin, tam posebej bodite, kurco zgleda, ja ne, mi bi tudi ne boste, če do zdaj nismo bili za zmence, pa tudi danes ni treba, ker tam bodite doma. Ne, prav tako, no, mislim res, delegacija Evropske unije se je že odpravila, avione lete, da grejo v Ameriko, in ne, Trump rekel, ne rabite, ker ne bom vas sprejel v mojo pisarno, moji stražarji vas ne bodo spustili noter. Pa mi smo politiki, ja. In nepovabljeni. Zavedajte se, da vojna v Ukrajini je bila odvisna od denarja in orožja Evropske unije. Evropska unija je cash dobivala od Amerike, zato da bi napadala Rusijo. Zdaj pa sta Rusija pa Amerika pa prijateljce ratale. Vsaj tako kažeta Putin in Trump. To je v bistvu tak preobrat v igri, da če ne moreš dojemati, je hudo, a ne? Ja, Alja, internet dela meni v redu, ampak so prijave narcističnih gengov, ki skrbijo, da moja beseda ne bi bila slišana. Alja, vse te vsebine bodo na YouTubeu, so na YouTubeu, tako da tam pa ne boš tekal. Tako da mi je zelo žal, Alja. Takle imamo, jaz vem, da prekinjam, mi je jasno in tudi vem zakaj in to bi mogli tudi vam biti vsem že do zdaj jasno, ne, da se vsakeč posebej to isto pogovarjamo, a ne. Pač resnico je treba blokirati, ne. Mene že cel život ne pstijo do besede, pa to ni zdaj nič novega, tako da na YouTubeu nič ne prekinja. Dobro, dragi moji, vse bo v redu, vse se odvija v pravo smer. Verjamem pa, da to, kar se dogaja v smeri, da bo v redu, zagotovo ni v redu tistim, ki so do zdaj skrbeli, da ne bi bilo v redu. Vse je spet čist logično, a ne? Torej, skačejo po luftu tisti, ki želijo, da na tem svetu ne bi bilo v redu, da bi bilo dobro samo njim, za ostalih pa itak boli kiki. Ne? V tem kontekstu se zavedajte, da mnogim ljudem situacija ne bo v redu. A ne? In to ni moj problem. Jaz sem zato, da nam je dober in kdor bo se odločil, da gre na pravo pot, gre na pravo pot, kdor ne, pa ne. Meni je vse en izbira vsak sam in to je to. Želim, da sprašujete. Never question anything, piše zadaj. Želim, da sprašujete sebe. Vprašajte ChatGPT, vam bo kaj odgovoril. Dajte seštevati pike med sabo. Če boste spraševali ljudi, se vam bodo po možnosti zlagali. Ne verjemte na besedo, na sladke, tople, mehke, kičaste besede, to ni osnova, da komorkoli slepo zaupate. Želim, da ste previdni. Živimo pravzaprav, kako sem napisal, na planetu poškodovanih duš. Cel planet poškodovanih duš, pa niti enega zdravilca ni. A ne? Čeprav je recept jasen in več kot nazoren, le redki pa mu resnično sledimo. Preredki. In ful bi želel, da nas temu receptu sledi več, ampak ker je plan očetov, ta vesolje, večji bo človeštvo prisiljeno se povprašati kaj po lastnem mentalnem zdravju in mentalno zdravje in dušno zdravje je tisto, kar želim vsem in želim vam čudovit dan, kolikor ga je ostal, imejte se prečudovito, zavedajte se, da je planet v transformaciji, znanja, vsebin, vzpodbude je ogromno, klovni še vedno kričijo in kličejo k svojim cirkuškim predstavam, celo z najbolj grdimi, ostudnimi, bizarnimi, idiotskimi, debilanskimi potezami. Martin Strel, kako je z motorjem pol bajte razbal, pa kako je Jelena z rokami na roke ujel, pa tako naprej. In te stvari ne bodo vas prepeljale kamor, ampak ogledov imajo pa 300 000, tako da verjetno je ljudem to veliko boljš, kot pogledati se v sebe, kar je spet logično, ker tam noter bi našli marsikaj, a ne? Dobro, dragi moji, to je to, sani, naj bo to, a ne?
Marjana, praviš, da žalostno, da imamo opravka z nedoraslimi osebki, ki ko se bodo zavedli, bo prepozno. Žal. Aljoša, praviš, da po preveč vprašanj postavljaš, nikoli jih ni preveč. Lej, ta Amor, viš, kakšen si ti parazit, mislim. Ampak sej prav, nej svet ve, da si parazit. Jaz ti ne upam. Mislim, jaz se ne bojim tebi tega v ksiht povedati in tvoj kurac ni zdravilo. Če iščeš device, bi to mogel marskomu povedati, da si na zelo, zelo, zelo gnili poti. Ampak imaš kar srečo. Kako je že rekel Kacin? 14 dni je ključnih, uživajte dokler lahko, ne? Mister Amor laže, ker Mister Amor mene nima rad, bi pa on zlorabljal, to pa bi svašta in provociral in to ni vezan, to ni ljubezen. Tako da si ti lažeš, to, kar blekneš je laž. Tako da vse to v redu, želim vam prečudovit dan, imejte se lepo, posnetek pa je na YouTubeu. Vse dobro in lep dan in čau, čau. Somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt and